in jih par je to že tako. No, drugače pa danes. Ok, bomo začeli mi, no. Začnemo? Ja. Prej začnemo, bolj dolgo bo trajalo. Ok, dobro večer vsem. Danes kdo pa založba Družina prireja predavanje Antona Levsteka Slovenski Dunaj. Anton Levstek je, zdaj, če sem prav razumel, kurator Knafljove ustanove in direktor Koroda. To je vsa predstavitev, ki se zaželel, zdaj se povedal, da predam, prepuščam besedo njemu, predam besedo njemu. Gremo takoj, pojmo k stvari, ne? Ja, dobro večer, torej, kot je že povedal, ne, živim na Dunaju, drugač ne dolgo, samo 30 let, nekaj čez 30 let, a ne. Tako da živim v nobenem mestu, nisem tako dolgo živel, kakor tam na Dunaju, pa sem prišel tako za kakšno leto, sem rekel, bom, da vidim, kaj bom sploh, kaj bo sploh z mano, no in zdaj sem ostal tam najdel časa v mojem življenju. Tako rekoč. Ja, torej, to zadevo o Slovenskem Dunaju bom najprej tako začel, da bom malo povedal sploh o zgodovini Dunaja, kako je nastalo, en tak oris Dunaja bom napravil, mislim, da je to pravilno. Potem se bom pa spravil tako malo na te Slovence, ki so živeli na Dunaju, delovali na Dunaju, nekateri tudi umrli. Seveda ni mogoče, da bi naštel vseh, to je jasno. So že išle nekatere knjige, pri eni sem je zelo močno sodeloval, to je bila prva taka močna knjiga o Slovenskem Dunaju. Jo še enkrat pokažem. Išla je tudi več jezikih, ampak te knjige nažalost ni več, je kompletno pošla. Je bila pa zelo dobra, moram povedati, ker je bila prvič kot neka monografija narejena z krasnimi fotografijami, pa tudi drugimi izvlečki, torej pa iz arhivov. Fotografije je delal Marjan Paternoster, oblikovanje je delal že pokojni Jurij Kocbek, nekateri so ga mogoče tudi poznali, še sin od Edvarda Kocbeka. No, pa seveda jaz sem sodeloval, pa Drago Medved, ki tudi že pokojni pisatelj. Ja, torej, nakratko o teh knjigah, torej o tej knjigi konkretno. Dunaj je nastal na osnovi take keltske, starokeltske naselbine. To je bila majhna naselbina, ki se imenovala, nekateri pravijo verjetno Viden, Veni ali Venijam se je potem ohranilo in iz tega so potem Rimljani napravili ime Vindobona. Vindobona je bila močna postojanka, vojaška postojanka, tam je tudi torej, most čez Donavo, zelo važen, proti barbarom. Seveda so imeli tudi močno postojanko, vojaško. Na osnovi vojaške postojanke je nastalo seveda potem tudi civilno mesto, ampak največje mesto v Donavi je takrat bilo Carnuntum, ki je bilo tudi glavno mesto province, najprej province Noricum, kamor so spadali tudi vse slovenske dežele, pa potem seveda tudi del Avstrije, vse tja gori potem še na Madžarskem, no potem so to provinco preimenovali v Pannonijo, Noricum je potem nastal, je bila provinca šele po Dunaju proti Švici sedanji. Je bil večkrat pomembno mesto, tako Dunaj, kakor Carnuntum, omenja se recimo tudi Mark Aurelij, da je tam živel, omenja se tudi, da je Diocletian v Carnuntumu leta 295 sklical svoje generale in pomembne može konzule, da so razdelili cesarstvo, poznamo to njegovo idejo delitev cesarstva, ne? No, potem je še enkrat jih sklical, ko so se med sabo začeli prepirati, da bi jih malo pomiril. Tako da dežela je bila precej važna, malo ostankov je še ostalo, ki so jih sedaj izkopali tam blizu sedanjega Hofburga. Drugač pa tudi glavni center Dunaja je še vedno ravno na ostankih tega tabora vojaškega je nastal. S tem, da recimo sama cerkev, katedrala ni
bila takrat v strogem centru, ker seveda je ni bilo, ampak je bila malo, je nastala potem prva krščanska občina in nastala izven Tabora. Kakor vemo, so se prvi kristjani začeli zbirati, tako rekoč tudi v mestih, ampak vedno bolj na obrobjih, in kakor je znano, je bil prvi, ki je začel krščanstvo širiti v teh deželah, Sveti Severin, a ne drugače je bil iz Irske. No, dokumentov je kar nekaj o tem mestu Bona, tudi ta karta Peutingerjana, to je ena najstarejših kart, sicer nastala v 14. in 15. stoletju, tako kot jo sedaj poznamo, pa že na predlogi srednjeveških kart je nastala in se domneva, da celo so že Rimljani imeli karte, ki so bile predloga za to, kar sedaj poznamo, to karto Peutingerjano. In sicer zakaj? Zato, ker čisto logično so razmišljali. V rimskem času so bile ceste zelo razširjene, kakor vemo, ne? In cestni sistem, poštni sistem je zelo dobro deloval. Potem v srednjem veku je to marsikaj tega propadlo. In oni so imeli urisano tako schematično, ne, torej ne geografsko, schematično, da so recimo napisali Vido Bona, a ne, je bilo vojaško in civilno mesto, in potem naprej Carnuntum, spet vojaško in civilno mesto, in potem je bilo urisano, koliko je recimo enega hoda, oziroma koliko je rimski pasus, rimski korak, lahko logistično prenesel v enem dnevu. In tako so potem tudi se gore, čez lajto je bilo malo manj, možno hitro hoditi. Tako da je bila karta zelo praktična. Nekdo, ki je imel to karto, seveda so imeli samo vojska pa pooblaščeni cesarjevi, so točno vedeli, koliko časa rabijo od kje do kje in kako, po katerih cestah. Tako da mislim, da je pomembno, da sem o tem tudi kaj povedal. Tudi med slovenskimi mesti, recimo je gor Emona, Petovijo. Ja, potem, kako je bilo s to naselbino Vido Bono, vemo, da je potem zamrla, tako rekoč, je bila opustošena. Še to sem hotel povedati, da je tudi ena teorija, da je ta Vido Bona imenovana po Vendih, Vindih. Staro ljudstvo, sedaj ne bom rekel ven teorije, ki so bolj špekulativne teorije, ali pa mogoče teorije na osnovi nekih želja, ali pa želja, da bi tudi Slovenci imeli svoje mite, kako jih imajo tudi drugi narodi, a ne o tem, da je mogoče, da so to predniki naših Slovencev, kakorkoli. Bilo je neko ljudstvo, ki se je pojavljalo od Beneške, pa potem ta imena, torej Vendi, Vindi, Vido Bona, pa potem imamo ta imena tudi na Madžarskem, ampak po Madžari, tudi sodobni Madžari, ki so prišli v 9. in 10. stoletju, oni so tudi imenovali Slovence prej res Vendi, še do 100 let nazaj, je bilo hrane, so imenovali Vendi, tudi na Koroškem, rečejo Slovencem Vindiš, sedaj Slabšanov, včasih ne, in potem se tja do Baltika. Vsekakor je bil nek narod, ki je mogoče trgovsko obvladoval to pot z jantarjem, ker to je bila neko šandarska pot. Ta pot je seveda zamrla, kar veliki je bil seveda tisti spet veliki imperator, ki je na nek način na tem razpadnem rimskem cesarstvu spet začel neko večje, je spet začel graditi nek večji imperij. Bil je seveda vojaško močan, vemo, da je bil tudi kar, ni bil škrupulozen, torej, a ne je dal recimo kar več tisoč Saksoncev pobit, ko so se mu uprli in tako naprej. Ampak, dobro, on je tudi te dežele zabojeval in je potem jih priključil bavarski provinci in jo imenoval Avarska marka, torej Avarska marka. No in potem na osnovi teh njegovih zavojevanj so njegovi sinovi, vemo, da so si razdelili to ogromno cesarstvo in v tej delitvi je to spadalo med nemške dežele, torej
in te dežele se potem nekaj stoletij kasneje močno osvajali Otoni, ki so pregnali tudi Madžare. Vemo, znana bitka z Madžari, Oton Veliki in Madžari na Reknem polju, to je pri Augsburgu leta 992. Od takrat naprej so se Madžari tako rekoč si niso več upali na takratna ozemlja imperija, so se držali tam nekje do Dunaja. Dunaj je bil pa še vedno nekje vmesno področje dolgo časa. No in je pa znana listina, in sicer listina o Stariki, ki se prvič omenja, ko je Oton III. 996. leta neko deželo dal v fevd svojemu bavarskemu knezu, ker bavarskega takrat kneževina. In mnogi domnevajo, da je to bila Avstrija. Ampak ni res, sedaj tudi te zadnje ugotovitve so, da pravzaprav je šlo to za ledinsko ime, ki se je imenovalo, verjetno spet slovanskega izvora, se je imenovalo Ojstrca, torej Ojstrsta Ostaliki, a ne Ostadnice Ostaliki. Je šlo za ledinsko ime, ki naj bi bilo en del nižje Avstrije, okoli Melka, Ipsa, Melka, v teh krajih. In tam je dejansko zelo veliko, v nižji Avstriji veliko slovenskih imen, Melk sam tudi, recimo pa okoli Dunaja, tudi Glognic, Pernic, Ternic. Mi bolj razumemo, kaj je to, kakor pa recimo nek avstrijski del, ki to pride, recimo. Ja, no, toliko o tem Otoju in o tej listini o Stariki, samo to omeniti, mogoče kdo ni vedel, je pomembna listina, ker na osnovi tega so bavarski knezi potem to marko imenovali tako rekoč o Stariki in od tega je prišlo potem tudi ime Ostmark in to Ostmark so potem dali v fevd Babenberžanom, ki so na osnovi tega naredili svojo kneževino. Otoni so jim potem dali prav svojo kneževino, to je bila kneževina Ostmark ali Östermark. In ti Babenberžani so bili pravzaprav zelo mogočni svoj čas, bili so seveda v svaštvu s mnogimi, kakor to je znano, da so se vsi ti vladarske skupine radi poročali, da so določena ozemlja pridobivala ali pa da so se ščitili med sabo, to še sedaj delajo pravzaprav mnogi, ne. No in torej, eden od njih celo je postal svetnik in Babenberžani so bili pa tudi zelo močni vitezi, ki so šli na križarsko vojno in tako se je tam Jazomir God se je sprl z nekaterimi drugimi, med drugim tudi sprl z Richardom Mesrčnim in sta se tako sprla, da je potem rekel, jaz se bom pa tem maščeval in dejansko Richard ni mogel več nazaj po morju, ker je hotel do Manfredonija ali pa do Barija, tako je bil načrt ali pa mogoče celo potem do Francije z ladjo, ker so med tem muslimani, že muslimanski pirati predvsem, seveda zelo obvladali morje in ni upal, da bo preživel, je rekel, grem pa peš in se je preoblekel s svojimi nekaterimi vojščaki, oprodami se je preoblekli, so šli preoblečeni potem seveda že za avstrijske dežele domov. Tukaj so ga Babenberžani pa ujeli, ker seveda so ga zasledovali, so ga ujeli tik pred Dunajem in v neki krčki, da ga je nekdo spoznal neko priduh po cesarskem prstenu, ali je to legenda ali ne, kakorkoli, je resnica, da so ujeli in so ga potem ob Donavi dali nekim roparskim vitezom, ki so jih plačali tako rekoč v hrambo, so ga tja dali in bil tam zaprt, nihče ne vedel, ki je zaprt in dolga leta, takrat je nastal Robin Hood, kakor vemo, njegov brat John Brezemlje, to so druge zgodbe, ampak dejstvo je, da potem so morali Angleži ga odkupiti in ta odkupnina je bila tako velika, da so Babenberžani iz te odkupnine začeli zidati katedralo
torej romanski del katedrale Svetega Štefana je na tej osnovi. Potem so seveda tudi močno razširili svojo rezidenco in pa postavili Dunajsko obzidje. Se pravi, obzidje enega velikega mesta napraviti, se pravi, ta odkupnina je bila dokaj velika. So znali takrat tudi izseljevati. Babenberžani so potem izumrli, hčerka od zadnjega Babenberžana Leopolda je bila poročena z Otokarjem, češkim kraljem, ki je bil takrat najbolj mogočen kralj na Srednje Evrope, ki je seveda stremel tudi, da bi dobil nemško cesarsko krono, torej krono nemškega cesarstva. In to je seveda izvalo tudi veliko nevošljivosti med mnogimi knezi, ker so se bali premočnega vladarja, torej politiki nič novega, vedno je treba izbrati nekega, ki je kompromis. In ta kompromis je bil stari Habsburg, ki so ga izbrali in seveda to je pripeljalo do tega, da do konfliktov med njimi. No, če bi Otokar takrat res zmagal, bi seveda se zgodovina Srednje Evrope čisto drugače pisala. On je imel seveda praktično do morja, do Jadranskega morja in vse dežele tako rekoč pod sabo. No in prišlo je do znane bitke na polju Markfeld, na Moravskem polju. Mark je Morava, ta češko-slovaška Morava, ki sedaj loči tudi mejna reka med Avstrijo in Slovaško. No je prišlo do velike bitke, kjer je pa kljub pričakovanjem Habsburžan zmagal, ki je bil že zelo star tudi, in ta seveda z zvijačami, torej treba je povedati, da češki vitezi, pa tudi tisti drugi, ki so podpirali Otokarja, so bili tudi Dunajčani takrat, ki so podpirali Otokarja, so mrzili Habsburžane, celo v celej zgodovini Habsburžani niso bili ravno na Dunaju zelo zaželeni. No in so seveda šli častno, torej čelno v boj, medtem ko Habsburžan je pa takrat že taktike izbral, ki so bili seveda nečastne, to se pravi, da je del konjenice skril, v gozdove, in je znano, da so recimo ti, ki so to organizirali, da so mnogi vitezi prav niso hoteli celo iti se skriti, sem pa ja vitez, pa ne moš vse zdaj skrivati, pa tam, In potem je celo plačal komane. Komani so bili včasih v mađarski vojski posebni oddelki, turški, ne komani, niso bili mađari, so bili turki, ki so prišli z njimi iz Srednje Azije. No in ti komani so potem za to svojo glavnenico odločili bitko. Ampak to ne je bistveno. Od takrat naprej je bistveno to, da so prišli na površje Habsburžani, ki so seveda takoj te dežele potem poslali, so cesari, nemški kralji, so seveda te dežele priključili kot dedno last sebi, ker oni niso bili Avstrijci, oni so bili pravzaprav iz Švice. No in so priključili te dežele, tako rekoč so postali njihove dedne dežele in praktično so potem vladali tem deželam, pa našim deželam, praktično 600 let. Toliko o teh pomembnih zadevah. Mesto je seveda stalno raslo, tukaj sem dal eno sliko tudi, kako je izgledalo to obzidje v času Babenberžanov in ko so ga tudi prevzeli že Habsburžani. No, tukaj se pa tudi že začenja del naše zgodovine na Dunaju in sicer eden od teh Habsburžanov, torej kasnejši Albrecht, je bil zelo prosvetljen, nekateri so bili res prosvetljeni, recimo on je že mesto Dunaj povzdignil, mu je dal mestne pravice, potem mu je dal pravice za prekupčevalne pravice, torej niso vsa mesta imela to možnost, da so lahko kasirala denar od tovora, ki se je tam pretovarjal, to je bil dober dohodek za nekatera mesta, za Dunaj tudi. Takrat imamo tudi že
počasi recimo razne ustanove, med drugim seveda je bil potem njegov sin Rudolf IV. Tisti, ki je tudi ustanovil Dunajsko univerzo. Tako vidimo, 1365 leta, to je bila druga univerza v Srednji Evropi, druga tudi v tem nemškem prostoru, ker takrat se je Praga še tako rekoč štela za nemški prostor, tam je tudi živel cesar Luksemburžan, a ne Karl, on je povzdignil Prago, da je postala tako, kot jo imenujemo Zlatna Praga. Namreč ta Rudolf IV. Je bil zelo prosvetljen in zato sem dal tudi njegov portret, ker to je prvi res pravi portret sploh nekega vladarja. Če govorimo zdaj iz umetnostnega zgodovinskega vidika, prej so bili portreti tako, pač narejeni, nekaj je bilo narejeno, ampak ni bil to portret. To pa se smatra, da je bil res prvi portret nekega človeka, torej tega vladarja, Rudolfa, in ta portret hrani Dunajski škofijski arhiv, škofijski muzej, je zelo zanimiv. On je dal tudi postaviti potem gotski del katedrale, to je zelo važno, zato ker pač na osnovi romanike je on potem razširil katedralo in napravil potem torej gotsko katedralo. In praktično največji del katedrale, kot se še danes vidi, je ta gotski del, ki ga je dal postaviti Rudolf IV. No in takrat se že omenjajo nekateri slovenski študenti, ali pa študenti iz Kranjskega. Ampak to v glavnem na latinščini, recimo Johannes Agricola. Kaj je to? Dobripolc? Ali kaj? Ne vemo, ne.